Pozdravljeni! Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo. Izraelski premier je priznal, da se je pred vojaško vajo, v kateri so prek celotnega Sredozemlja vadili napad na iranske jedrske objekte, sestal z Aviamom Selo, načrtovalcem izraelskega napada na iraški jedrski reaktor Osirak leta 1981. Predebatirala sta tehnične detajle morebitnega napada na iranske jedrske objekte. Sela je bil pomemben tehnični svetovalec izraelskega vojaškega letalstva do škandala z Jonathanom Pollardom, ameriškim državljanom židovskega rodu, ki je Izraelu predajal informacije o vojaškem jedrskem programu ZDA. Pollard je bil obsojen na doživljenjski zapor brez možnosti pomilostitve. Sirija je predstavnikom Mednarodne agencije za jedrsko energijo dovolila ogled objekta, ki ga je lani zbombardiralo izraelsko letalstvo, ker naj bi se tam odvijal tajni sirijski jedrski program. Predstavniki agencije so na območju porušenega objekta in okolice odvzeli vzorce, ki bodo potrdili ali ovrgli izraelsko in ameriško obtožbo. Shin Bet, izraelska vojaška obveščevalna služba, je že pred obiskom trdila, da je namen Sirije prevarati predstavnike mednarodne agencije. V zameno za opustitev vojaškega jedrskega programa bodo ZDA Severno Korejo umaknile seznama držav, ki podpirajo terorizem, in prekinile sankcije proti tej državi, ki trajajo vse od korejske vojne, torej od začetka 50-ih. Državi sta še danes formalno v vojni, podpisan je le sporazum o prekinitvi spopadov in določena demilitarizirana cona, ki ločuje obe Koreji. Someone hacked into the hospital system and used my identity to get treatment. How could their computer security be so bad? Vse kaže, da pravica do zasebnosti ni več eden izmed temeljev zahodnega razumevanja človekovih pravic. Evropska komisija je tik pred tem, da popusti pritiskom Američanov, ki hočejo dobiti vpogled v podatke o bančnih transakcijah, internetnih brskalnih navadah, podatkih o potovanjih državljanov EU. Američani bi hoteli dobiti pravico vpogleda v zasebne informacije vsakogar, ki bi se jim zdel zanimiv. Še posebej zanimiva je tudi klavzula, ki pravnim subjektom znatno zmanjšuje kazni, delno jih celo ukinja, za posredovanje osebnih informacij ameriškim obveščevalnim službam. Finančna kriza se iz ZDA seli po celotnem svetu. Po mnenju dela strokovnjakov pa ta, kljub temu, da nepremičninski trg še nikoli od velike krize konec 20-ih ni bil tako nesolventen in da študija Bank of America ocenjuje globalno izgubo na $7.700 milijard, ni nič napram možnosti, da se sesuje sistem kreditnih kartic. Ta bi lahko sprožil kolaps globalnega finančnega sistema in ekonomije v celoti. Američani imajo na kreditnih karticah okoli $900 milijard dolgov, celoten svet okoli 2200 milijard. Samo Capital One, eden izmed največjih izdajalcev kreditnih kartic, je v zadnjem četrtletju leta 2007 odpisal 1,9 milijarde dolgov. Število potrošnikov, ki s poplačilom zamuja več kot 90 dni, je naraslo za polovico. Od leta 2002 je povprečna zadolženost zrasla za 435%. Kakšne številke? Da Američani trošijo več kot ustvarijo, kaže tudi trend varčevanja, ki je od marca letos prvič od velike krize negativen. Podobno kot hipoteke, se tudi skoraj polovica dolga s kreditnih kartic pakira v posebne finančne inštrumente, ki so predmet borznega trgovanja. Kljub vsemu nihče od velikih izdajateljev kartic ne zaostruje pogojev lastništva, temveč še dodatno spodbujajo trošenje brez kritja. Na ameriškem trgu je izdanih 1,5 milijard kartic, za marketinške namene pa 10 največjih izdajateljev letno porabi $2 milijardi. Ker je potrošnike najbolje zgrabiti že, ko so mladi, industrija pospešeno pritiska na študente, dijake in celo šolarje. Po končanem študiju je povprečen študent prek kreditnih kartic zadolžen za $4.000. Rich people, God bless us. Globalni trendi se nadaljujejo. Bogati so v minulem letu bogatejši za skoraj 10%. Ocenjena vrednost premoženja se vrti okoli $41 milijard. V oceno niso vključene nepremičnine in potrošniške dobrine. Število bogatih se je povečalo za 6, izjemno bogatih pa kar za 9%.
sem to dolgočasno prebrala. Ampak boš ti mal, ne? Kaj, vse je čisto v redu. Lifestyles of the rich and famous, some die with the name, some die nameless. Južnoameriške države ustanavljajo skupno razvojno banko, da bi se osamosvojile od zahodnih, pretežno ameriških finančnih institucij. Ustanovni kapital naj bi bil okoli 7 milijard dolarjev. Argentina, Brazilija in Venezuela bodo prispevale vsaka po 2, ostanek bodo prispevale manjše države. V naslednjih letih naj bi se kapital povečal na 20 milijard. 20 let po katastrofi s tankerjem Exxon Valdez, s katerega se je razlila nafta, ki je onesnažila 2000 km obale, se je sodni proces dokončno zaključil. Porota prizivnega sodišča je sicer že leta 1994 naložila danes največji družbi na svetu plačilo 5 milijard dolarjev za odpravo posledic nesreče, kar je v takratnih razmerah pomenilo letni profit te naftne družbe. Sedaj je Vrhovno sodišče odškodnino zmanjšalo na vsega 500 milijonov dolarjev, kar pomeni prevedeno v realnejše številke 4-dnevni profit iz zadnjega četrtletja. Glavni argument Vrhovnega sodišča za drastično zmanjšanje odškodnine naj bi bilo dejstvo, da nesreče ni povzročila želja po dobičku, temveč malomarnost. Domorodci so leta 1969 dovolili predhodnikoma Exxona in BP-ja uporabo pristanišča Valdez in izgradnjo naftovoda do le-tega. Pravico do uporabe teritorija so prodali za simbolično odškodnino $1 in pisno zavezo, ki je bila kasneje podkrepljena z zveznim zakonom. Družbi sta pred kongresom slovesno prisegli, da bosta varovali območje pomembno za lov in ribolov avtohtonega prebivalstva pred razlitji nafte. Vse zakonske obveze so bile kršene, območje pa še danes ni sanirano. Da segrevanje planeta ni le hipoteza, pričajo podatki satelitov, ki spremljajo debelino ledu v arktičnem pasu. Led se topi tako hitro, da ga letos prvič v zgodovini človeštva na severnem tečaju ne bo, torej ga bo mogoče doseči z običajnimi plovili. Preigravanja za dominacijo nad tem območjem, ki je bogato z nafto, plinom in minerali, zato niso prav nič presenetljiva. Prav nič. Kneset je sprejel zakon, ki državljanom, ki so v zadnjih 7 letih obiskali državo, ki je na seznamu držav sovražnih Izraelu, prepoveduje kandidaturo na parlamentarnih volitvah. Zakon je usmerjen proti predstavnikom arabskih strank, proti pacifističnim gibanjem in strankam, ki se zavzemajo za dialog tako s Sirijo in Libanonom, kot s političnimi gibanji Palestincev, ki imajo svoja predstavništva v Damasku. Iz ljubljanskega studia 142, nasvidenje!